Hvala lepa, dobro jutro. Spoštovana Vesna Marinko, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje, udeleženke in udeleženci 3. nacionalne konference o obvladovanju nekemičnih zasvojenosti, cenjene predavateljice in predavatelji. Dovolite mi, da vas najprej prav prisrčno pozdravim v imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Danes smo se zbrali na pomembni konferenci o obvladovanju nekemičnih zasvojenosti, ki seveda postaja vse večji izziv v naši sodobni družbi. Zasvojenosti ne vplivajo le na posameznika, temveč imajo tudi širši družbeni in ekonomski vpliv. Kadar je posameznik zasvojen z neko aktivnostjo, to posega v njegove odnose, v njegovo delo, njegove zmožnosti, telesno in tudi duševno zdravje, skratka zaznamuje njegovo življenje. Ravno zato moramo poskrbeti, da širimo zavest in razumevanje o teh tveganjih in da poiščemo učinkovite rešitve, ki bodo tako posameznikom kot tudi skupnosti pomagali prepoznati in obvladovati te zasvojenosti. V Sloveniji področje nekemičnih zasvojenosti obravnava nacionalni program duševnega zdravja iz leta 2018 do leta 2028. Program Mira, ki ga upravljamo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Prizadevamo si za celosten pristop, za pristop, ki se osredotoča na prepoznavo, preprečevanje in zdravljenje in zajema sistematično ter redno spremljanje nekemičnih zasvojenosti, razvoj in nadgradnjo preventivnih aktivnosti, namenjenih preprečevanju nekemičnih zasvojenosti ter vzpostavitvi oziroma krepitvi mreže virov pomoči, ki bodo učinkovito odgovarjale na potrebe tako posameznika kot tudi družbe. Pri tem upoštevamo tudi vse vsebinske, nujne za razumevanje vzrokov zasvojenosti, kot so obremenjujoče izkušnje v otroštvu, nevrobiološka podlaga zasvojenosti in povezanost z drugimi težavami v duševnem zdravju, o čemer pa bomo več slišali tokom današnje konference. Skupaj s partnerji, s katerimi sodelujemo v okviru različnih aktivnosti, programov in pobud, želimo ukrepiti aktivnosti za obravnavo nekemičnih zasvojenosti, ki potekajo na različnih ravneh zdravstvenega sistema, zdravstvenega varstva in preko nevladnih organizacij. Skupaj s podporo Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje smo zagotovili vzpostavitev in delovanje 2 programov zdravljenja z področja nekemičnih zasvojenosti. In to v okviru zdravstvenega sistema, ta 2 programa delujeta od lanskega leta. V psihiatrični bolnišnici Idrija deluje program za obravnavo nekemičnih zasvojenosti pri odraslih, medtem ko mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna v sodelovanju s Centrom pomoči pri prekomerni rabi interneta, Logout, nudi podporo za obravnavo tako za otroke kot tudi za mladostnike. To problematiko naslavljajo tudi strokovnjaki v centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter v centrih za duševno zdravje odraslih, kar zagotavlja širšo mrežo dostopnosti. Na tem področju pomembno delo upravljajo tudi nevladne organizacije, ki ponujajo različne oblike pomoči. V okviru spletne strani programa Mira je vzpostavljen tudi interaktivni zemljevid mreže virov pomoči, kjer so na voljo prosto dostopne vsebine oziroma brezplačne zdravstvene in socialne storitve za pomoč pri duševnih stiskah, vključno s podporo pri nekemičnih zasvojenostih. Ta spletna platforma uporabnikom omogoča dostop do številnih informacij o storitvah, ki so namenjene krepitvi duševnega zdravja in naslavljanju zasvojenosti. Seveda s posebnim poudarkom na enostavnosti dostopa do brezplačne strokovne pomoči. Čaka nas še veliko dela. Digitalizacija in hitri tehnološki napredek sta ustvarila svet, ki je bolj povezan kot kadarkoli prej, a hkrati tudi poln pasti. Ne smemo spregledati ranljivih skupin, kot so otroci in mladostniki, ki so še posebej izpostavljeni tveganju za razvoj zasvoljivega vedenja pri uporabi digitalnih vsebin. Zato je ta konferenca izjemno pomembna. Predstavlja priložnost, da se srečamo in izmenjamo znanja ter dobre prakse, skupaj razpravljamo o strategijah za boljše obvladovanje teh sodobnih izzivov. Vsem želim uspešno konferenco in plodno razpravo. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspeli oblikovati še boljše in bolj učinkovite rešitve, ki bodo pripomogle k bolj zdravemu in uravnoteženemu življenju vseh naših državljanov. Hvala lepa.